Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Dobro je vedeti. Nocoj bomo spregovorili o steklarski godbi Hrastnik. Malo bomo poklepetali o zgodovini, o članstvu, o njihovih nastopih in delovanju nasploh. Zato smo v studio povabili gospoda Soniboja Knežaka, predsednika godbe, in pa dirigenta, gospoda Jožeta Rusa. Lepo pozdravljena in dobrodošla v studio. Lep pozdrav tudi vam. Pa dajmo za začetek malo spregovoriti prav o vama. Kako sta se srečala s steklarsko godbo? Ja, jaz sem en del svoje poklicne kariere, sicer 34 let, kolikor imam te svoje delovne dobe, sem zaposlen v steklarni na različnih delovnih mestih. Eno obdobje sem bil tudi 9 let profesionalni predsednik sindikata. In leta 2000, leta 16 let nazaj, v glavnem 1999, je bila godba pred obletnico in tik pred tem, da zaprejo, ker ni bilo članstva. Godba je štela takrat 11 članov. Godbeni dom je bil v Resulu, na 230 mestih je bila vlaga, spuščala, imeli so stare policijske uniforme, 20 let stare, inštrumentov niso nabavljali že leta nazaj, tako da so nekako prišla delegacija teh starejših godbenikov do mene z prošnjo, če bi jim pomagal pri tem. Jaz seveda čut do tega manj, ker mi pravimo z glažarske familije. Mi ni vseeno, tudi imam en odnos do te zgodovine, tako da na ta način se je začelo to moje sodelovanje. Prvo, da sem se spoznal z vsem, kar me v bistvu čakalo. Se vprašanje, če bi prej vedel, kaj me čaka, če bi se v to spustil. Ker zahtevno delo. Zdaj, ki je pa za mano, imam pa z veseljem pogledam nazaj. In so bili zahtevni do vas člani? Niti ne. Šlo se je takrat dejansko za ohranitev. 11 godbenikov še štela godba, tako da niso bili več sposobni sami niti koncerta ne izvesti. Osnovnih sredstev ni bilo, kot sem že omenil, tako da smo skoraj začeli z ničle. In zdaj je članstvo že? Zdaj trenutno imamo evidentiranih 36 članov, od tega imamo tudi, kar bo verjetno kasneje tudi dirigent povedal, kar dosti mladih, ki so na šolanju Ljubljana, Celje, Maribor, tako da nekje 30 se nas za kakšne koncerte zbere. Seveda ob novem letu, ko imamo malo več zadevo, pa pride tudi pri ostali. Tako. Kako pa je vaša glasbena pot v steklarski godbi se začela? Ja, moja pa malo drugačna, ampak ni velike razlike. V glavnem so prišli k meni prijatelji. Imam sploh enega kolega, ki smo dolg časa že skupaj bila tudi prej. Smo v ansamblu mojem igrala skupaj in pa potem v Rajčah, ko sem doma. In seveda pomagi. Zdaj, dobro, jaz sem mislil to kariero že zaključiti, kakršno, ko če lahko rečem kariero, ampak sem v redu, bom pa nekako probal. No in sem prišel. Tam sem se spoznal s tistim, kar je bilo. Situacija malo vse preštudiral, kako bi to bilo. Moram reči, da ni bilo čisto enostavno. Je pa zelo veliko pomanjkanje v inštrumentalni zasedbi. Moram reči, da to čez ni idealno, ampak tako je, ne gre to hitro, ker se je vezan na ciklus izobraževanja. In treba bo začeti čist na novo, se pravi od začetka. Tako na področju izobraževanja, organizacije vseh teh zadev, kar se tiče dela v godbi, malo bo moderno. Da bomo pač zgledali ena dobra organizirana godba, ki je tudi predsednik in pa njegov odbor je tudi to zahteval. Pravzaprav zahteval, da dogovorili smo se za neko vizijo, da bi bila ta godba malo boljša, pa da bi se spostavila na noge, tako da bi bila ena kulturna in tudi vredna ponosa steklarne. Ker to ni čisto vse. In pokrovitelj je in zdaj, če imaš pa pokrovitelja, čeprav včasih pravim, da to ni najboljše, ampak ker si pa odvisen čisto od pokrovitelja, sam mi nimamo teh odvisnosti. Da nam ni treba samo za steklarno, mi igramo kot da čemo, pa kar čemo. Ponekod je to mičken drugače, ali pa ne, to je odvisno. To je bilo tisti in nekako so me sprejeli, čeprav mogoče so moje zahteve bile, verjetno so bile malo prevelike, ali pa pričakovanja. Je pa to tisti, prišel sem iz ene sredine, ki je to sem že skozi dal. In to spet začeti na nov,
to ni enostavno. Spet si tam, kako si bil že nekoč. Ampak najbrž so izkušnje tudi pomagale. Ja, no, zdaj sem pa tam. Te izkušnje so pa take, da sem jaz vse stran vrgel tisto, kar ni tam šlo, ampak sem prišel spet drug okolje, jer bo treba spet študirati, če bojo to sprejeli. Ker, veste, kak je? Druga mentaliteta, druge navade, ja, ni vse. To moš pravzaprav kar mirkati, kaj komu rečeš. Ker jaz sem dobil tam veliko starejših ljudi, potem so pa tam tista srednja generacija, tistih najmlajših pa ni bilo nič. Zdaj si tu zamislite, kaj zdaj. Zdaj je pa najprej izobrazje bilo, da bomo sploh imeli naprej, da bomo lahko delali. Ker preden bo tule zarastli, pa preden bomo vzgojili, preden bojo vzgojili, tako naprej, ja, to je par let. Pa še takrat niso kar zapostaviti pred pult, pa zdaj pa dejmo, ne. Zdaj pa gre samostojno, ne, tu ne gre tako hiter. To mi poznamo že tisti, ki smo tukaj cajt noter, ker zdaj pa že nekaj za nam, ne, in verjetno bo čas, da bomo počas predaj, sam jaz sem se tako obvezal, to predsednik tako povedal, da ne bom predal pred nam nekajemu tehnega za predati. Ker jaz, ki sem bil, sem z menj tako delal, pa je bilo to par godb, če računam raje, 32 let, Sivnica 3 leta, Loče pri Dobovi 7 let, ja, pa v Hrastniku sem bil še, v tam pa prihajam iz odrasle godbe, tudi 2 let pa pol sem imel godbo, da sem pa tam že kot mlad tudi začel, ja, to je šlo nekaj že skozi teh raznih sistemov, ampak lete, to ni nič slabo, ne. Zdaj, vem, da nekateri mislijo, ne, to bi mogli tako skozi, ne vem problem. Lahko. Ampak dejansko je pa tako, predno ti nekaj daš iz rok, jaz njemu zmem to vizijo, dati nekaj trdnega, da bo tisti, ko bo prišel, lahko naprej delal. Tako. Se morda, če lahko še dopolnim, Jožeta. Prosim, ja. Nekako to mojih zadnjih 16 let, odkar sem jaz pristopil v godbi, tako sem rekel, lahko razdelim na 2 obdobja, ne. Prva leta je bilo tisto, ko smo se pogovarjali, pa smo morali urediti osnovne pogoje, ne. Se pravi, da smo začeli z tega, da nam ni teklo na glavo, da smo uredili streho, godbeni dom v celoti prenovili, ne. Drugo, uniforme. Tretjo, inštrumenti, ne. To je bila faza, ki smo pred prihodom Jožeta Rusa mi, bi rekel, spravili nekje na en tak normalni nivo, no, da smo dejansko lahko rekli, da smo ena godba z osnovnimi pogoji za delo. Nismo imeli pa urejeno, tako kot Jože že večkrat omenil, tega drugega strokovnega dela, ne. Pred Jožetom je bil pri nas dirigent Boštjan Cerar, ampak v bistvu v času njega on je bil igral eno povezovalno vlogo, da je godba čisto čas preživela, ne. Nismo pa v tem obdobju nič naredili na lastnem usposabljanju kadru. Takrat smo si v bistvu izposojali kader, substitute, več kot polovica nastav smo rabili substitutov in tako dolgoročno to ni šlo, ne. Če hočemo obstati, je bilo poljena odločitev, da rabimo človeka, ki bo pripravljen, ki ima znanja, in da naredimo še ta korak naprej. No in tu je bil pol tudi nekako, ko sem jaz iskal ta kader, sem del tudi sugestijo, jaz sem Jožeta sicer tako poznal, slišal že precej od njega, no. In to je bil pol tudi en razlog, da smo pol nekako pristopili od njega in moram reči, že sem bil zelo vesel, ker sem prišel do človeka, ki, če lahko tako rečem, vlada svoj posel, no, ker je že vso življenje, ne poleg tega, da dela, ampak on to, kar počne tudi s srcem, ne. Tako da se je pol začel tudi komplet elaborat je pripravil od kadrovske zasedbe, analize, skratka vse, jaz sem bil izredno vesel, ker sem videl, da je to tisto, kar pa tudi v končni fazi rabimo. Seveda brez problemov ne gre, kot je že Jože omenil, ti le prideš v eno sredino, ker so določene navade, ne vem, 80 let tradicije v dobrem in slabem, ne, zadeva, ki je bila relativno razpuščena, spet ponovno ured narediti, ne, ker pri godbi, kjer je 30 ljudi noter, mora biti red, se mora vedeti, kakva vloga je česa, no in vse to smo tudi počasi začeli gneti, tako da smo danes tem, ker smo, no. Tako. No, če jaz bi samo nekaj še dodal, ne, moj moto je tu bil vedno in tudi mislim, da ni tu slab, da če nimaš ti svojega jedra dobrega, kako ne tisti, ko bo zraven prišel, pa pomaga, kako se ne more oni vse narediti. Ne, in sem jaz toliko se potem pofokusiral to,
da moram imeti jedo dobro, se pravi, zvežbeno ljudi svoje, tisto, kar imam, in potem pride še drugi, ki bojo pomagali, dokler ne bomo mi to nekako razvili svoje. To pa traja, ne? To pa so potrebna leta. Tako. Ja. Godba ima 86 let letos, praznuje, lani ste tudi obeležili 85. Kaj se je pravzaprav spremenilo skozi leta? Katere ključne poudarke bi lahko v zgodovini godbe izpostavili? Ja, zanimivo. No, teh brekov, prvo, kar moram reči, je to, da imamo izredno bogat zgodovinski arhiv. Mi imamo od zapiska oziroma zvezka zapiska ustanovnega sestanka iz leta 1930, ne? Do, ne vem, računa za prve nabave uniform, do pogodbe z takrat še lastnikom steklarne, ki je tudi finančno pomagal, ne? Od sindikalnih organizacij, ki so bili skozi nekako to delavstvo prisotno v zadnji, ne? Na eni strani težko delo naj si bo pri rudnikih, ne? Isto rodarska godba, pa pri nas pri steklarskih pečeh, ne? In potreba ljudi po kulturnem udejstvovanju, ne? In z tega je to tudi v bistvu nastala steklarska godba. Bogato obdobje vzponov in padcev, nekje več ali manj, ampak skozi smo bili prisotni v tej dolini. No. Tako da rekel, smo res del tradicije in že skoraj ni ne proslave ali pa kje, ker nismo mi prisotni. Ne. In leta 2009 ste pravzaprav obogatili vašo sredo, vaše nastope z mažoretkami. Ja, to je pa ena izmed projektov, pa idej, ko smo se ukvarjali z pogledom, kako naprej za godbo, ne? Ali ne vem, se vključiti v tekmovanje Zveze slovenskih godb, ali kaj je naše poslanstvo, ne? V bistvu, naše poslanstvo je to, večino financiranja imamo iz sponzorstva prek steklarne matične firme Steklarne Hrastnik, ki nam trdno stoji ob strani, ker se tudi ne bi mogli tega razvoja, ker imamo v bistvu nam je osnova dela, drugo pa prispevki zaposlenih. Ne. Že desetletja imamo €40 zaposleni trenutno plačujejo prispevek za godbo. Ta prispevek plačujejo tudi v TKI Hrastnik, sosedna firma, tako da imamo tudi obveznosti do njih. Skratka, to nam vse omogoča in iz tega smo izhajali, da naše osnovno poslanstvo je to, da zabavamo ta del populacije, tiste, ko so v bistvu tudi naši plačniki. Narediti zabavni program, mi zelo malo igramo teh koračnic, igramo pa priredbe zanimivih teh svetovnih uspešnic in to je tisti recept, na katerega smo stavili in moram reči, da je to prav. Obiski nam to potrjujejo, mi vsako leto napolnimo športno dvorano 700 do 800 obiskovalcev v Hrastniku, tako da v bistvu lahko rečem, da je to z področja kulture najbolj množično obiskane na prireditev, pa tudi po tem, ker se je prepoznalo, kak je naš repertoar, nas vabijo, igramo nekje od 10, 12, 13 koncertov imamo vsako leto v sezoni. To je pa že kar poln urnik, ne? Ja, zdaj počasi začnemo. Pred dobrim tednom smo imeli promenadni koncert ob otvoritvi razstave Rada Kališnika, ki je eden izmed naših članov, ki pa se hkrati tudi še ukvarja z steklarstvom, ker je steklar in ima razstavo svojih izdelkov. Sodelujemo zdaj v nedeljo na Jurjevanju, se pravi v gorah. Bujajo neko tradicijo, ki je včasih že bila, sledi Budnica. V maju imamo 3-4 koncerte in pa junij je pa precej poln, ker se tudi prireditve v okviru občinskega praznika, skratka, zdaj bo ta 2 meseca kar relativno naporna. In kako pravzaprav vključiti v vaje oziroma uskladiti, da pride k vam na vaje čim več članov? Ali so to tudi bolj domačini, zaposleni še v steklarni, ali prihajajo tudi mogoče iz drugih sosednjih občin? Ja, v glavnem so iz hrastniške občine, ne. Tam, ki pa potrebno, kje da dobim, kje da malo zapolnim, ne, se pa sposodima, ne, enih par. In to zelo v glavnem Zagorja. To moram reči in hvala vsem tem, ki nam pomagajo, ker lejte, kako je, ne. Ne moreš, kaj smo rekel, če je številka taka, si možeš, ampak takle ljudi, mislim, ne moreš si sestaviti eno lepo ali pa dobro inštrumentalno zasedbo, če ni. Ampak kljub tem, tile ljudje, ko nam pomagajo, so že skoraj
ko bi naš, ne. Mi se mač prilagodimo njihovim datumom in tako naprej. Včasih pa ne morajo tudi in težko moramo sami iti in tako naprej. Drugače pa prihajajo, ker v glavnem so Hršenčani, učenci tudi, ne. Imamo zdaj že nekaj študentov, to je tudi zdaj problem s temi študenti. Ja, ti študenti so na faksih in so fizično drugje, čez teden. Ja, tako da pride čez vikend domov, ja, takrat, če se le da. Ampak je bilo zanimivo, ne. Smo vaje pa predstavili, samo za njih, pa je tudi težko bilo, smo že nazaj še navaje na čez teden. Tako da malo študiramo, kaj je zdaj to, ne. Se moče bo čas pokazal, ko jih bo večje, da bo tu potreben predstaviti na tisto dan, da bomo lahko več dobili na vajo, ne. Ampak zaenkrat je tako, da jim paše, no. Tako da se ne sekiram. Ja, Zdaj me sam še razmišljam, nisem niti odgovoril tisto, kar ste prej vprašali okrog mažoret, ne. Eden je bil tisto, kar se tiče razvoja godbe od godbeniške šole, ki jo Jože učil sodelovanje z glasbeno šolo, skratka vse te zadeve. Kaj še narediti, da bi popularizirali to našo godbo? Seveda program drugačen, kot sem rekel, niso koračnice sestavni del oziroma večinski del tega našega programa, ampak so zabavni, moderni komadi. Drugo je bilo pa razmišljanje tudi okrog ustanoviti mažoret, ne, ker precej godb v Sloveniji ima lastne mažoretne skupine. Tako da ta ideja se je meni zdela zelo zanimiva, tako da sva z Jože tam nekako začela. Prve vaje v prve skupine celo Jože imel, tam moram reči, da so nam šli precej na roko tudi mažorete iz Radeč, ker smo tudi prve uniforme so nam donirali brezplačno in tudi pomagali pri kadru. Skratka to in počasi zdaj, ker ta zadeva lepo razvija, malo popestrijo, igrajo tudi precej, seveda ne samo na naših koncertih, tudi po drugih prireditvah. Mislim, da zdaj trenutno štejo tam okrog 22 mlajših, so sestavni del naših nastopov, koncerta, pa tudi aktivno se vključujejo na tekmovanja znotraj mažoretne zveze. Kdo pa jih vodi? Mentorica je Jasna Blaj, ona izhaja iz radeških mažoret, predsednica je pa Darja Jurgel, ki pa skrbijo za vse ostalo. In videti je, da se lepo vključujete oziroma dopolnjujete na teh nastopih in je res simpatično vzdušje. Je točno, sej, glejte, jaz sem že tudi izhajam iz take sredine, ko sem že to počel. Ker sem jaz v Rajčah imel godbo, recimo sem vodil, to je bilo brez mažet ni šlo, ampak to je bilo takrat na tiste čase tukaj že razvita zadeva, pa tukaj na neki višin, da tudi kamer smo šli, smo bili znani recimo potem, ne, po barvi, obleki in tako naprej in po mažetah, tako da brez njih že buhva, da smo kam prišli. V glavnem so hoteli imeti mažetke znam, ker to je popestrilo vse skupaj, pa tudi popularizacija, pa če zdaj večja teh mažet. Zdaj ima že vsaka vas svojo skupino in to se je razvili še in še. No in seveda tudi lepo fajn, ne tole, da le malo, lete, če ne drugega, malo si ljudje malo čist počejajo, malo vidijo kaj, mi se počijemo, gobniki se malo počijajo, ni treba kar naprej igrati, da pač malo pauzice vmes in pol lažje začnemo naprej in to je izmenjavanje program. Ja, če ne drugega, atraktivno čas izgleda, ne? In tu se kar nekako parili in upam, da se bo še bolj. Treba je malo še kaj popraviti, ampak gledajte, ne gre hitro, no, si pravim. Tako počasi. Ja, take zadeve so zelo, dokler ti ne doživiš malo tega, malo unga, moraš vse skozi dati, slabe in dobre stvari, pa vidiš kaj dobro. Tako. Kakšne so pa priprave na te obsežne nastope, naprimer božično-novoletnega, na katerega tako veliko ljudi pride? Kako intenzivne so? Ja, veste kako je. Mi do zdaj nismo imeli še ne vem kakih priprav. Jaz sem ponovadi že od septembra se začne to pripravljati, zbiram komade in skladbice in tu naprej in se začne. Seveda so pa čim bližje prihajamo, ne, datumu, takrat se pa začne v nedeljah vaje tudi. Izredne vaje so vmes. Tudi kako se bo to, čim več jih je. Ja pa, tako da nazadnje, imamo skoraj že vsak dan vaje. Tako da je treba spiti in konc. Tako je. Razmišljamo pa in tudi smo se zdaj pogovarjali, da bomo pa let mi tudi bomo morali vedeti, ker se
dogaja to, ne, da jih težko dobi skupaj. Glede tega pripravo narediti. Ugro izvadiš prej, ko pa vsi skupaj tam, bolj tam proti koncertu, pa bomo še tiste fineze izdelali in da se vse tiste preigrati, koliko mora biti skupinsko, da se sekcije pač vse tako naredi, da bo vsaka svoje odigrala, ja, pa skupna vaja in tukaj je pa uspeh, pa se nekaj sliši, ne moreš kar jeti. Ker je pa res, tako sem rekel, velika večina gord ima priprave, ne. Je kakršna, ima vsak svoje, ampak, glejte, to se je pa jel ponekod urnki in tudi mi bomo tako začeli. Ja. Imate pa neke delovne dni, ki si jih vzamete? Delovne priprave, ko si rezervirate prav čas, da skupaj povadite? Ja, ne, vse to je to. Normalno vaje tečejo. Pa potekajo v tem vašem ja, v našem domu. In jaz pa napišem tam še datume, da se dogovorimo, katere nedele, katere sobote in potem si gledajo tam not, kako je. Mora biti čim več, da vse dobim. Ker vete, tudi vsak, pa tudi ne more vsako nedelo. Ali pa cimo tam v enem mesecu 3 nedele. Ja, vete, to ne more zdaj, se ima če kaj drugega narediti, ne? Ne moreš nobenega prisiliti. Vzamete si pa tudi čas za kakšno druženje. Greste kam skupaj na kakšne izlete? Ja, mislim pa tudi, da pa Božji predsednik pove, ker bo lepš povedal to. Ja, tudi, seveda, poleg tega, ena izmed zadev, ki smo rekli, jih moramo tudi, če smo godbo narediti bolj atraktivno, tudi to, da ne bomo igrali samo na pogrebih, ker smo v začetku kot eno izmed naših obveznosti do zaposlenih, ki plačujejo, predvsem v luči prihajajoče mladine, ki jih je čedalje več, da je treba tudi iti kam izven občine, ne, tako da smo zadnje let kar naredili nekaj teh izletov, celo bili smo 3-krat na Hrvaškem v povezovanju z društvom Vzajemnost, kjer približno okrog 700-800 upokojencev slovenskih ima vsako leto nekje na hrvaški obali 3-dnevne tiste vikend pakete in moram reči, da so nas vzeli za svoje, tako da smo bili že 3-krat za njimi v Šibeniku, na Krku, v Baški in pa nazadnje v Puli, ker smo imeli z Andrejem Šifrerjem tudi koncert, promenadni koncert v Puljski areni, taka zanimiva izkušnja. Skratka, to so tiste zadeve, ki moramo seveda naredimo tudi kakšne piknike, druženje, skratka, to mora biti predvsem v luči, kot sem rekel, podmladka, ki si želi še kje več, ne samo trdo delo. Tako, prej sem pozabila vprašati še glede božično-novoletnega koncerta. Kdaj, kdo se odloči, kdo bo gostoval? To moram reči, da v bistvu se kar okrog enega koncepta pogovoriva z predsednika oziroma z dirigentom. Ker tle je določen del povezan s stroški, mi običajno imamo goste seveda, ker naredimo, to je zabavni dogodek. Za nas zabavni dogodek in 700 ljudi, ki jih pride, pričakujejo od nas en prijeten večer, kjer ga bo šli sproščen, morebiti še nasmejan, tako da v tem kontekstu vsako leto dogovorimo eno formo, tako da imam jaz tudi dosti časa, da se pogovorim z gosti, ki jih vabimo. Pravočasno tudi rezerviramo, ker ta koncert imamo že kar nekaj let, 25. decembra. Vse ostalo, seveda, koncept, ali pa, kar se pa tiče programa, je pa pol na Jožitu, se pravi, koliko je že malo menil, 2 meseca kar trga dela, da najde koncept pa skladbe in intenzivno, koliko je omenil, so pa pol zadnje tedne oziroma dneve pred koncerti so pa kar dosti obremenjeni s temi vajami, tako kot že tudi samo omenjeno. In gosti se udeležujejo vaših vaj ali imate kakšne posebne? Ja, to je zdaj tako, ne. Ko sem jaz to študiral, kako ne bi to izgledalo, ne. Jaz poznam tiste klasične koncerte, ne v smislu klasike, ampak standardne, ko imajo godbe, ampak ni več tega, ne. Je to res zanimiv, da ne bom kaj preveč rekel, ne bo kakšen dirigent ali pa kak godbnik, ki je kar pristaš kakšne težke klasike, karkoli v miru. V glavnem, dejstvo je, da čez dalje več godb igra za božične koncerte, novoletne koncerte, zabavni program,
s kakimi gosti tudi, in to estradnimi umetniki, in ne vem, s svojimi domačimi, z raznimi ansambli, kombinacije. To smo mi začeli tudi mi, ne, in seveda je zdaj tudi tako. Jaz pa ne bi rad, da pridejo ljudje samo zaradi tistega imena, ko je gor napisan. Ne? Kako pa takrat, ko bomo se mi igrali? A tako, pa bomo pa se mi dvoran. To se pravi, je treba to skupaj neko dati, da je ta program tukaj bogat, da tudi če tistega ni, bo še vse zanimivo z nekim domačim pevcem, gledališčnim igralcem, da bo neki se vmes kako skupino humoristično, z možetkami, z domačimi zadevami, da je to vse zanimivo. Ker moje prepričanje je, da je program novoletnega božičnega koncerta smiseln ta, da se ljudje razvedelijo. Da tisto uro pa pol dajo od sebe vse skrbi stran, pa ne pozabe na tiste tegobe, ko so čezdali huje v tej Sloveniji, no, kar se tiče te kulture in tako naprej. Naj takrat uživajo in to sem meni povedala po koncertu, že vsak let mi govorijo bravo, bravo, vse ura pa pol, pa dve, včasih smo imeli že 2 ure pa pol, kot smo kaj zavlekli. Ja, tukaj so pločka, da nas niso spustili dol. In je bilo treba dodati. Ne, pa pomemben let je bilo, da sem rekel, a bi lepo prosim nehali, lepo prosim, ne more več pihati. To je tudi bilo. Ne, a ni bilo tako. Ne? In sem rekel, lepo prosim, vse bomo še eno zaigrali, ampak moramo nehati. Pogledam na uro, 2 ure pa pol. Kako to zdaj? Ampak to je bistvo za dušo. In naš koncerti, pa bolj rekel, to je bolj šov program, tak je folk muske, no? Tisto, kar imajo ljudje radi in ko sem jaz to zbiral, sem krepko študiral, ne? Nekaj je pa zmeraj tam od začetka, ker tu imam deljene koncerte, ta program koncertni na 3 dele, pa da se temperatura dviguje, čez dalje je, recimo vzdušje, to se pozna potem pri aplauzih in tako je sestavljen, to prije čez leta gor, ne, kako je. In je, odkraj imamo zmeraj nekaj tazga malo bolj težkega, ne, malo bolj resnega, tako da pokažemo, da smo se tudi nekaj učili. Ker, recimo, če igramo primer Cezar in Kleopatra v Turco, ki ni težka, ampak je lepa, ali pa, ne vem kaj, to je tukaj slab že bilo, in pa kombinacija s temi pevci in s temi se zdaj bolj dviguje in nazadnje je že tu pol kakšna nana zabavna, ko imamo tudi, veliko smo tudi Avsenika, pa nekakve komade igrali, ja, pa že dvorana poje, pri Golici pa tako vsi stojijo. Ne, tako je že nazadnje bilo, ne, da so Avsenik umrl in v to čast njegovo, kaj je vse napravo, smo tudi mi to povedali in nazadnje vam povem, da jaz sem kar pogledal, stojijo, vsi ploskajo, super, ali pa takih skladbah, ko sem zelo všeč, ne, tako je to. In fajn je, da sodeluješ in ta napetost noter, ko je. Vam povem, da so bili koncerti tudi takšni, da kar smo naredili, kar sem rekel v mikrofon, ja, to so sprejeli tako, da se mi zdi, kot da se doma pogovarjam. Resno tako domače. Ta vzdušje. No, sam tukaj, da morda še dopolnim Jožeta, tle je precej tudi odvisno dirigenta, ne. Jaz mislim, da je treba kar iskati dirigenta, ki to dela srcem, pa iz duše, tako kot to počne Jože. Ne. In to se vidi, to tudi publika občutku, da dejansko vsako leto naši koncerti se končajo s tem, da publika poje, da sodeluje. Pa tisto, kar bi hotel tudi še poudariti, mislim, da je Jože spustil, vsako leto je drugače, kot je bilo preteklo leto. Ne. Poskušamo dati neko novo vsebino, malce drugačno, tako da se ne ponavljamo, pa vključujemo lokalno prebivalstvo, tako sem rekel, od glasbene šole, učence glasbene šole, plesni centri iz Zasavja, domače pevce, skratka, to nam je tudi, bi rekel, kar precej pomembno, tudi za našega sponzorja Steklarno Hrastnik je kot družbeno odgovorno podjetje tudi precej financira tudi na področju te kulture, no. Tako, malo smo pokazali tudi enega vaših plakatov, tale iz leta 2013. Videti je, da tudi v dobrodelne namene dajete. Tule spodaj je bilo napisano, da je bila stopnina namenjena za pomoč socialno šibkim. Ste tudi na tem področju aktivni?
Tudi to je bil v bistvu naš predlog steklarske godbe, da glede na situacijo, ki je bila leta nazaj, to mislim ni tako daleč nazaj, leta 2013, velika brezposelnost, občina se je soočila z nekaj 19%, isto celo Zasavje, to se kar precej pozna tudi v življenju pa standardu. Mi pa smo del tega kraja, živimo s temi ljudmi, tako da smo dali pobudo in tej pobudi naši so se pridružili tudi nekatera druga društva, ki so imela koncerte ob tem novoletju. Tako pa hkrati pritegli smo tudi občino Hrastnik, tako da smo kar nekaj denarja nabrali. Tako da mi sem bil prav vesel, da se je ta naša pobuda, da je nekaj tudi konkretno ratala. No, pa če smo s kakim evrom komu pomagali, pri tem je pa še toliko bolj bil izpolnjen naš osnovni namen. Tako. Maj bo vsak čas tu in z njim vaša prvomajska budnica, se jo veselite? Ja, to je tradicionalna zadeva in je zanimiv, ne. Zanimiv je pa predvsem to, da ko gremo noter v steklarno, kaj čakajo, da so oni predsednik pride z nagrečke, ne, in to vse tam podelite nagrečke, to kar gledajo, koga pa je, zdaj so že navajeni, zdaj že parkrat dobili. Ampak zanimivo pa je tudi to, ne, ko pridemo tudi po krajevni skupnosti, tam nas pa čakajo, ponekod je neka miza tam, ne, gor na misijo so sorte, ojej, ne, sej ni ne vem kako hudo, ampak je pa dobrodošel, ker ponovno so tudi žen že, ne. Ja, zdaj, veste, to se tudi spihaš, ne, to je kar dosti igranja, mislim, pa avtobus not, pa ven, pa gor, pa dol, pa, veste, to se kar, je kar taka dolga tura, ampak jaz bi rekel, da ljudje čakajo, ne. Tudi čakajo, ker pridemo z nami 1. maj. 1. maja, ne. Tam 6, pol 7 začnemo, pa gremo, kukaj pač je, se ne sekiramo, je kjer zunaj mi igramo, tam pride, kjer pa nam čestita, mi njemu in tako naprej. Tako da je lepo, ne. Kaj pa kadar je slabo vreme? Ja, se ni važno. Se ne ozirate na to? Pa se kam spravimo, kjer spod, ko ni. Mi igramo skozi, tudi ljudje nas pričakujejo že, ne, okna se odpirajo, v pidžamah namakajo z okna dol, marsikaj tudi prinese, miri kako steklenico dobimo, češ za kasneje, skratka en tak res, bi rekel, prijeten tak občutek, no, da vidiš, da ljudje, da so to sprejeli za svojega, da zato tudi ohranjamo to tradicijo tega. No, ja, zdaj zanimivo, ne. Za starejše je to normalen, mlajše pa uvajamo to, ne? Ker jaz mislim, da bo to vstali in to je lepo, ker v Jagodnje spomnim, smo kumi čakati 1. maj, mlad, koga pa zdaj, ne? In smo kar tekmovali, kjer bo prišel prvi, da ne bo zaspal, ne? Ker čas pa res prišli v 5 že, ne? Ko se svitali, pa smo že začeli, ne, in smo pa ploška, tisem, ki je zaspal, se nam je fajn zdel, ne, jaz mi pa prej. Pa take reči so se dogajale. Ampak dobro je, zdaj pa pridejo, ne, in ja, kje pa bil, jaz sem bil tako celo noč na kresi, ne, ja. No, pa ima pa špilati, ne, zdaj so pa tiste kresovanja, so tam že kakve zabave, marške pride kot tam, ne. Ja, kaj če, ne, ja, pa kaj. Mladina predvsem, ja. Ja, lete, tako je, ne, ja, pač, lete. Vse to je zanimiv. Jaz bi pa še nekaj poudaril, tudi ker smo mičke manj mi pozabili tam od kraja. Tam od kraja je bilo težko pridobiti mlade. Ker veste, doni zgodba, se pa odvisni, koliko je popularna. In mi smo napravili se mi dan odprtih vrat. Tukaj je dan odprtih vrat. Ja, in smo demonstrirali inštrumente. In tukaj so tudi na slik otroci, ki so zdaj že poročeni, in je bilo to zanimivo videti. Zdaj se še tole še ne gledajo, da se bojo mogli malo videti, kako so bili, pa kako so uživali, ne? Na kak način smo to vse probali, na vse načine, tole predsednik tudi dal povabilo sodelovanje, teh povabil je še in še poleg tega, ne? No, tako da to je res bilo veliko narejenega, seveda tudi pa, moram pa tu reči, da smo se pa tudi vklopili, tudi sodelovanje z glasbeno šolo, ne, smo tudi še gore, smo se tudi pogovorili, ker v bistvu, da smo tudi mi dejstvo zdaj, da rabimo tudi kader, ne. Ker jaz sem pa pač bil zagovornik tega, da je glasbena šola tista, ne.
Da je neka podlaga, ne? Ja, tako je, ne? Tam je fabrika tega in kaj ćemo zdaj? Nimamo kaj kompenzirati, tako je. Zdaj, edino, če ne bo, ne vem, če ne bo šlo, če ne bo gre, če bomo mogli, pa kako drugo varianto, se je tudi drugej drugače. Ni tu, mora biti tako. Če ni. Ja, pa se moš pa znajeti, jaz ne vem. Vse neki smo tudi sami take starejše učili, ali pa dali jih naše v glasbeno šolo. Se on se celo zboril, recimo, to ni enostavno za denar. Ja, veste, kako je? Ja, plačeval šolnino. Trenutno imamo Kakšne šolnine gre? Tudi, v bistvu plačujemo šolnino za izobraževanje v glasbeni šoli. Mislim, da jih imamo trenutno 4 ali celo 5. Zdaj v mesecu maju, ko je pa ta predhodni vpis v glasbeno šolo, bomo pa ponovno ponudili plačilo te šolnine. Seveda pa naredimo z pogodbo o naših obveznostih, pa obveznosti tudi učencev, ki si jih poleg vključimo v te naše sestave. No. Sicer je to kar nekaj sredstv, kar precej vlagamo v to, ampak, kot je že Jožo omenil, to je never ending story. Ne. Generacije prihajajo, odhajajo in če tle zaspiš, koliko je godba kar zaspala, preden sem jaz prevzel to zadevo, da so padli na tistih 11 godbenikov, kot sem jih že omenil, se pravi, da to je proces, ki ga moraš skozi nadgrajevati, če češ, da stari grejo, novi pridejo. Tako, torej, lahko tudi na tem mestu povabimo, ne? Kdaj bodo vpisi? Seveda, v mesecu maju ima glasbena šola v Hrastniku te vpise. Mi bomo tudi informirali prek sredstva javnega obveščanja, tudi preko plakata, tudi z ravnateljico bomo dali nekaj materijala okrog tega, da vabimo mlade vseh profilov, se pravi trobila, pihala, dobrodošli, tako da smo v fazi, kot je že tudi omenil, da v bistvu karkoli pride, je dobrodošlo pri nas, v bistvu pomlajevanja. Seveda imamo pa posebej željo na nekaterih inštrumentih, ki so pa, rekel, že klasično primanjkuje v glasbeni šoli, ne, to bi pa še posebej želeli. Naprimer, rogisto nimamo, ne, že nismo imeli leta tudi vpis v glasbeno šolo, ni skratka na teh nekaterih inštrumentih, bi rekel, pa že res naša pobožna želja, že več let, da bi jih pridobili. Torej, upamo na najboljše, ne? Ja, upamo. Jaz imam reči tukaj, da smo kar nekaj dosegli pri teh dogovorih v glavni šoli. Moramo to tudi malo pohvaliti, da ni vse tako. Ampak seveda, tu je treba kar, ne? Tu ne smeš ne zaspati in koliko en let zaspiš, imaš pol kasneje, tistih 6 letih luknjo, zdaj pa nisi nič naredil, ne? In zdaj gre ven, ja, pa kaj pa zdaj? Ja, kar tako ga ne moreš sneti. Tega učenca, ja, če ga pa zabežuješ tu klet, pa ja, to je to, ne? In jaz mislim, da drugače ne bo šlo, tako kot smo se že pogovarjali, in zadovoljen sem, da nekako to vse počas gre, ker smo tudi mi dejstvo, no, da rabimo kadar. Ja, več je pa resno, vprašanje pa je, kako bomo dobili tiste globoke inštrumente. Jaz, ko sem bral tudi od Zagorja, od Cveje, kako imajo tudi potrebe po hornistih, da je, veste, to so taki inštrumenti, najboljši harmonika, pa gitara, husnik, vaš inštrument. Ni tako medijsko izpostavljen inštrument, ne? In se pozna. Ja, ponekod ni beden problem. To je ena zadeva, ne. Drugo, kar je, smo v Hrastniku le malo specifični, ne. V enem majhnem kraju so 2 godbi, ne. In včasih je res kar problem, ne, da zagotavlja. In se razporedi, ne? Seveda tudi kader in za eno in za drugo godbo, tako da dobro, Jože, da si tudi res je tudi prilika, da se zahvalimo ravnateljici za ves trud pa sodelovanje, ki ga imamo v zadnjih letih. Tako. Jaz v imenu naše ekipe in seveda naših gledalcev, vam želimo, da bi bilo čim več, čim bolj kakovostnega kadra in da bi želi še naprej takšne uspehe, da bi bili res dobro sprejeti v Hrastniku in pa še širše preko vaših občinskih meja. Za danes pa se vama zelo lepo zahvaljujem za vajen obisk. Hvala lepa za lepe želje. Mi smo vam potrudili po svoje, da tisto, kar je naše osnovno poslanstvo, da razveseljujemo, tako kot ste že omenili, tako Hrastničane kot ljudi širše po Sloveniji. Hvala tudi vam za povabilo. No, jaz preden končamo, bi pa pozdravil vse godbenike, tudi v Zasavju in druge po Sloveniji, ko bo to poslušali. Naj dajo svoje prispevke noter, naj povejo, kako je,
ker iz tega se bojo vsi naučili, tudi kasnejšnji rodovi, ker veste, tudi tako, ne. Zmeraj se učiš, ne. Celo življenje se samo učiš in zdaj vidim, da se tudi jaz nisem že v teh letih še marsikaj naučil. Tudi tukaj sem bil presenečen, ker sem včasih kaj izvedel, ne. Zato pa lepo vse pozdravljam, posebno pa tudi, ker smo tukaj v Zagorju, zagorske godbenike, ki nam pomagajo, hvala, res sem zahvalen in pozdravljam vse tiste starejše, tudi generacijo Konjika in po Všetah še, ki je bil dirigent, tudi se spomnim še vse nazaj, ker sem tudi že malo v teh letih. Naj me ne gledajo, no, da sem še kar tukaj sedim, pa se o tem pogovarjam. Ne? Jaz pač delam to z veseljem. Zdaj, In se to vidi. Ja, zdaj upam, da bo še tu cajt pač trajalo, da kar v tem uživam. Sem pa rekel, dokler ne bo nekaj tazga, fajn ga, da bo saj sestavljeno tako, da se lahko nekaj preda, potem pa konec, ne, v glavnem s to kariero, ampak to pa ni tako, ne, smo se veliko dogovorili, pa pogovarjali, kako to gre, tako da mislim, da smo lahko saj mi zadovoljni v tem smislu, da smo tukaj naredili, pa da smo prišli do tle, ko smo, ne. Vam hvala lepa za ta razgovor, pa ste nas povabili, pa mogoče še kdaj vidimo. Tako, Ja, mi hvala se bomo lepa. vsekakor veselili nadaljnega srečanja. Hvala. Najlepša hvala vama. Hvala, drage gledalke in dragi gledalci, za vašo pozornost in nasvidenje.